En lep dober večer, Tanja Skaza z vami. Evo, po novem letu, za ene so še prazniki, za ene pač ne. Jaz še kar nadaljujem s prazniki, pred kratkim sem imela še Božič, zdaj še praznujemo srbsko novo leto. Upam, da se imate lepo, da ste lepo zakorakali v leto 2025, da ste polni nove energije, da ste si postavili cilje in da samo sledite tem ciljem. Kajti, tako kot si v začetku leta nastavite, tako boste skozi celo leto. To pomeni, če ste si v začetku leta nastavili, da se vam vse dogaja tako, kot je prav, da sledite svojemu srčku, da veste, da boste uspešni. Vse to se bo zgodilo. V primeru pa, da še kar malo obmetavate, malo razmišljate, kaj pa bi, se bo to skozi celo leto dogajalo. Tako da srčno upam, da čim več elana, energije začnete ustvarjati v letu 2025. Tako da kaj vam najprej naj zaželim? Da ste čim bolj hvaležni za to, kar imate, to, kar sem prepričana, da tisti, ki mogoče kje drugje ne potujete, da sploh se ne zavedamo, kaj vse imamo. Živimo v toplih domovih, imamo hrano, imamo imamo streho nad glavo, imamo službe in čim bolj poskušajte to sprejeti, biti hvaležni, zjutraj se zbudite, zdravi, kaj lepšega. Take majhne stvari vam lahko naredijo velike čudeže. In če se boste tega zavedali, bo nastala velika sprememba. Ampak res je vse odvisno od vas, nihče drug vam tega ne more pokazati, kot pa vi sami. No, mogoče danes, zdaj že dolgo nisem bila na videih prisotna, to bi lahko imela zdaj 1 uro. Zakaj je dobro, da nisem? Zdaj sem bila v Ameriki in v Ameriki jaz mislim, da smo mi iz Amerike vse potegnali, da je treba čim bolj v javnosti, čim več ven dati, ker tam se vse prodaja. Saj veste, sem stopil že skozi vrata, že ti nekaj prodajajo. Jaz pač mislim, da ljudje, ko iščejo sebe, morajo vedno bolj, oni že vedo, kam iti poiskati, zato tudi se bom zdaj javljala takrat, ko bom začutila, da je prav, dala vam iskrico takrat, ko bom začutila, da je prav, takrat, ko bom imela navdih in ta navdih želim, da ga tudi začutite. Ampak ok, danes bom pa podelila 3 točke, katere sem želela, da s tem videom odprem, zato ker je začetek leta in v začetku leta, ko si postavljamo neke cilje, marsikdo nas omejuje pri teh ciljih ali pa nam reče, se to ne boš mogel in drugi dejansko vplivajo na naše življenje, v resnici pa bi bilo dobro, da se zavedamo, da drugi lahko vplivajo samo toliko na naša življenja, koliko mi sami dovolimo. In čisto vse spremembe, ki se vam zgodijo na vas, so spremembe, ki jih morate vi narediti. Lahko dobite ne vem kakršnakoli orodja, ampak te spremembe vi morate izpeljati. Zdaj sem odvisno, koliko ste odprti za ta orodja, koliko ste odprti za slišanje določenih informacij, koliko ste odprti za znake, ki vam jih nekdo sporoča. In jaz bom te 3 znake danes podelila z vami, katere se mi zdijo pomembne. Potem sem si napisala, me je prej moško vprašal, koliko časa boš imela video, vsaka 10 minut, da računam, da bom v 10 minutah konec in da bom v 10 minutah povedala najbolj pomembne stvari. No, najprej ena res izmed najbolj pomembnih je hvaležnost. Hvaležnost odpira vrata, vse nove priložnosti, vse karkoli je slabega, vidimo, da se nekaj dobrega dogaja, da je že to dobro, ker v življenju vsi tisti, ki ste prebrali učbenik Kojca, to pomeni učbenik življenja od Kojca, veste, da je treba iti malce skozi trpljenje, da lahko prijete do nekega rezultata, do neke sreče in vsaka bolečina je na nek način neka vstopnica za to, da boste potem naslednji trenutek boljši. Prva misel, ki bi jo želela z vami deliti, je bila knjiga, ki je name zelo vplivala že pred leti, ampak moram priznati, da tudi če je vplivala takrat pred leti name, rečemo, da vedno sem še doživela neko bolečino, ampak dosti manj jo pa sedaj, ker to vem, zdaj pa nekako to živim. Prej sem prebrala, potem je treba nekako najprej ozavestiti, pol je treba ponotraniti, pol pa ko jo ponotraniš, potem pa to živiš. In sem si pol tudi kar napisala te 3 citate, zato da resnično veste, da v življenju se pogosto znajdemo v situacijah, ko nas mnenja drugih lahko prizadanejo. Ali celo ustavijo na naši poti. Ampak tukaj mislim, da je smiselno, da si enega izmed teh citatov napišete, da si ga daste nekam na računalnik, da vas bo vedno spomnil na to,
kar vam bom sedaj povedala. Ko ljudje govorijo o tebi, oni nikoli ne govorijo v resnici o tebi, ampak razkrivajo sebe takšni, kot so. V redu, kadarkoli, komorkoli drugemu, karkoli ljudje govorijo o tebi, vedite, da on ne govori o vas direktno, govori o sebi. Če vam je pa mogoče bližji stavek, bi bil pa stavek, ko ljudje govorijo o tebi, dejansko govorijo o odnosu do sebe. Kakšni so? Zdaj pa nekdo, če sebe ne spoštuje, zelo težko bo vas spoštoval, če ne bo se odprl za to, da bi lahko sprejemal. No in Don Miguel Ruca, ki je dejansko, takrat sem vam opisala te knjige in vam res priporočam knjige za branje. Imate 4 dogovori, 5 dogovor, Mojstrstvo ljubezni. To so knjige, ki jih boste z veseljem prebrali in tako kot nek bonton vam bodo postale. Kadarkoli odprete, boste se lahko kaj naučili. Od Don Miguel Ruca pa je: to, kar vidimo v drugih, je odsev tega, kar nosimo v sebi. To pomeni, če v ljudeh vidite dobro, je tudi v vas dobro. Če v ljudeh vidite slabo, je tudi, se vprašate, kaj to vam sporoča. Dobro, to je prva. Drugi del, ki bi danes želela z vami podeliti. Leto, novo leto. Čas je, da snamete vse maske, ki jih imate, da res poskušate živeti svoje pristno življenje, da poskušate se soočiti s svojo resnico, kdo v resnici ste. Če vam ne uspeva kako drugače, pojdite pred ogledalo, prvič pred ogledalom povejte sebi, kaj v resnici čutite, kaj bi si želeli, ne vem, ali bi si želeli drugačno službo, ali želite, da v službi vas nekdo opazi, da vam da neko potrditev, ali bi želeli imeti več prijateljic, prijateljev, ali bi želeli imeti, da vas partner ima raje, ali bi želeli, da se bolj razumete z otroci. Ampak to povejte tako, da ne boste več tajili sebi, ampak stopite pred ogledalo, zato ker tam boste dobili vašo moč in tako boste začeli živeti pristno življenje. Ne boste se več skrivali za maskami, kar bi kdo drug želel, ampak boste začeli izražati svoje mnenje. In naprimer, če nekomu nekaj všeč, pa vam ni všeč, ne boste tako potrdili. Ne vem, zdaj, če ste v restavraciji in si jejo meso in vi ne jeste mesa, ne boste rekli, v redu, pa bom pa tudi jaz vzel meso. Ne, jejte ribo. Oziroma jejte vegansko, tisto, kar pač rastlinsko hrano rastlinskega izvora, če vam to vsekakor ustreza. In tretja zadeva, katera je, da, evo, zdaj sem si kar napisala, ja, da si začnete si tako zaupati, da ne poslušate in da ne slišite vedno vsakega, kar vam kdo reče. Točno to. Vi si nekako predstavljate, da bi v tem letu nekaj naredili. In nekdo vam reče, joj, pa brez zveze, to si že probal, pa zakaj bi to zdaj še enkrat probal, da si začnete zaupati. Kajti, če se je to zgodilo noter v vaši glavi, je to nekaj, kar je dejansko tudi zamisljivo. Ampak samo predati se je treba temu življenju, prepustiti se mu. Dobila sem 2 čudoviti knjigi. Eno knjigo mi je priporočal en moj coach, Predaja življenju. Čudovita knjiga, res jo priporočam čisto vsem tistim, ki si želite še bolj zadihati s seboj, še bolj spustiti, ne da vsak dan mislite, da se mora nekaj dogajati, ampak samo spustiti, da začutite sebe. Je res dobra knjiga od Michaela Singerja, jaz je nimam zdaj tukaj, ker je že knjiga, potuje naprej, kjer opisuje svojo zgodbo in v svoji zgodbi opiše, kako se je samo predal življenju in kam ga je življenje pripeljalo. In glede na to, kakšne spremembe, kakšne preobrazbe, transformacije tudi sama počnem, je bila ta knjiga idealen čas zame, da sem jo prebrala. Ta druga knjiga, ki pa je malce zahtevna, ampak je podprta s tem v resnici, kar jaz predajam znanje naprej, kako se je treba sprejemati, zaupati, odpuščati, dejansko vse v odpuščanju. Veste, da se tukaj vse začne. Ko začnemo sebi odpuščati, lahko odpuščamo drugim in lahko tudi druge spremljamo drugače. Je pa knjiga Njena pot, ki mi jo pa podarila moja draga Maja. Se bom delila enkrat v storiju, pa bom napisala kak citat, kaj je bilo tisto najbolj zanimivo. Na nek način zelo krasna knjiga, ki mi je tako sedla direktno v srce, ker je dejansko govori to zgodbo, da mi je dajala še samo potrditve,
ampak je še podprta točno to, kar ljudje največkrat zaupajo. To pomeni, če se znanstvenik odloči, da bi rad šel spoznal svojo osebno ali pa osebnostno rast, temu rečemo duhovno pot, mu bodo vsi zaupali. Ko pa bo ta, ki je na duhovni poti, se za to odločil, ga bo pa vsi imeli za luzerja, za bleferja, a v resnici pa on najbolj živi svoje življenje. No in ta knjiga je podprta z miti, zgodovinskimi miti, zakaj se je pri ženskah to dogajalo, kaj se je dogajalo pri moških, tako da vam res toplo priporočam. Li s tem namenom, da si začnete zaupati, saj vem, da je to najtežja naloga. Verjeli ali ne, ne misli, da je to tudi pri meni lahko. Kadarkoli delam nekakšno spremembo v življenju, vedno padem v moj vzorec, to meni vzorec manj vrednosti, ki se mi zgodi in takrat, ko da se mi zgodi, da si dovolj ne zaupam. In potem rabim, jaz zdaj že poznam orodja, katera orodja so prava, katere afirmacije, na kak način, kaj moram delati, da potem pridem nazaj k sebi. Ampak ta knjiga je odlično pomagalo za to, da vidite, da tudi če ste slučajno kdaj, če padete, da je čisto vse ok. To je čisto enako, kot pa ko imate gripo, ali pa ko ste prehlajeni, ali pa ko imate angino, je treba to preležati ali pa spustiti. Isto tako so določeni naši koraki, ki se jih moramo na tak način naučiti. To meni, te 3 stvari sem danes želela podeliti, kar se je že začelo leto 2025, prvi teden je že pred nami, meni je ta teden tako hitro minil, da sploh ne morem verjeti, kako hitro mineva. 3 stvari, katere so pomembne. Ne ozirajte se na mnenje drugih, zato ker drugi vedno govorijo o sebi, ne govorijo o vas, ampak lahko, da je to njihov odsev. Eden izmed teh stavkov, ki sem vam jih povedala, si jih napišite, bom jih ponovila. Prvo, kar govorijo drugi o tebi, govorijo v resnici o sebi, ne govorijo o tebi, ali napišete, kar drugi govorijo o tebi, je samo odsev njih samih. In ta tretji od Michel Leruca, ki je odličen Don Michel Leruca, pa je: to, kar vidimo v drugih, je samo odsev tega, kar nosimo v sebi. To meni nič, kar je slabega, ne moremo videti pri drugih, če to nosimo v sebi, same dobre stvari. Bodite zaupljivi do sebe, snamite te maske. Kako boste sneli te maske? Ko boste šli pred ogledalo in boste najprej se soočili s svojo resnico, povedali sebi resnico, kaj si želite, kaj vas ovira v življenju, kje bi radi se karkoli izpopolnili. Povejte, ker boste lažje govorili potem za vašim vodjem, za vašim partnerjem, za vašimi prijatelji, za vašimi znanci, sorodniki, komorkoli. Ker najbolj bistveno tega je, da se učite in da si dovolite delati napake. In ko delate napake, ko vas zaboli, se vprašate, zakaj me to zdaj zabolelo. Ker samo tako boste rasli. Najtežje spremembe so na sebi. Najlažje bi spreminjali druge, ampak v resnici spreminjamo sebe. In ko mi spreminjamo sebe, se spreminjajo ljudje okoli nas. In glede na to, da so bili moji Facebooki vedno polni, pa malo tega, pa malo onga, zato pravim, bi rada, da vam dam zdaj iskrice ali pa navdih tisto, kar čutim, in bom takrat napisala, da bo to 5. popoldne, ali da bo zjutraj, kakorkoli. In bolj bom pisala maile, kjer bom delila malo bolj poglobljene zgodbe, da se mogoče v zgodbi kakšni najdete, da ko boste prebrali, jo lahko večkrat preberete, ker mogoče danes slišite, odvisno kakšen imate dan. Če imate dober dan, boste danes slišali dobre informacije, če imate slab dan, boste slišali tisto, kar je povezano s slabim. In ko preberete besedilo, je to tudi nekako drugače. Tako da na mailih bom prisotna, vedno bom pisala eno vsebino na teden in bom se res dotaknila zgodb, ki sem jih bom tako dotaknila se konkretno zgodb, ki sem jih v teh 5 letih skozi obrede doživela in tudi videla pri mojih strankah, kakšne velike spremembe so. Dotaknila se bom mojih zgodb in bom napisala potem, kakšni stranki so res naredile spremembe, ker mene res samo navdihujejo zgodbe, ko ljudje se odločijo narediti preobrazbo na sebi. Zaradi tega, ker vem, da je to možno in v marsikateri knjigi lahko preberete, kako ljudje, naprimer učbenik življenja, kjer piše, kako se je lahko pozdravil. Potem jaz mislim, da vsaka zgodba noter navaja,
ko ljudje spustijo, ko se več ne obremenjujejo s tem, kako bo, ampak rečejo v redu, predajam se življenju, ker vedno življenje bo poskrbelo za vas. Če vas je ustvarilo življenje, če vas je ustvaril ta Bog ali pa rodili ste se, vi ste zbrali to vašo mamo, verjamte mi, da življenje vam ne želi slabo, ampak kvečjemu dobro. Od vas pa je odvisno, ali boste to spustili in dovolili, da vas vesolje pelje naprej. In da se boste čim manj ukvarjali z drugimi in poslušali sebe, svoj srček, kaj govori. In slišali sebe, kaj vaše misli govorijo, oziroma kaj vaše misli vam želijo povedati. In marsikdaj hočemo streči okolici, ker smo bili tako naučeni, že od malih nog. Ampak v resnici to nas ne more glede kaj osrečiti. Lahko nam da lepo življenje, ampak notranje pa ne vem, koliko smo mirni. Tako da poskušajte delovati srca, poskušajte zaupati sebi, sneti maske, biti čim bolj pristni, pa verjete v vas notri je največja moč, da lahko premikate gore, če bi želeli. Tako da en lep večer vam želim, čudovit teden še naprej, imejte se lepo, naj bo leto 2025 za vas res posebno leto, točno takšno leto, kot si ga želite.